Lepo pozdravljeni v mojem imenu. Jaz sem Uroš Šarc in zdaj bom na hitro oziroma poskušal prikazati načrtovanje hidroelektrarne Hrastje-Mota. Cela predstavitev bo sestavljena iz treh delov. Prvi del bom predstavil jaz, se pravi Hrastje-Mota varianto 1, zatem ureditev in ohranjanje poplavnega režima, kar bo predstavil kolega Müller, in na koncu še ureditev zagotavljanja prehodnosti vodnih organizmov, kar bo predstavil kolega Mišič. Torej, kaj je Hrastje-Mota? Je predviden v severovzhodnem delu Slovenije na reki Muri. Sama elektrarna je locirana v kilometru 89,50 reke Mure. Za varianto 1, se pravi povedati, potrebno, da so bile analizirane tri variante lokacije same jezovne zgradbe. Kot najboljša je bila izbrana varianta 1 in pač to bi danes tudi predstavili. Torej, lokacija jezovne zgradbe se nahaja v kilometru 89,50. V tej varianti imamo mi poglobitev spodnje vode cirka 1,4 metra in poglobitev je dolga kilometer pa pol. Imamo energetske nasipe, dolžine 5,3 kilometre, skupno z visokovodnimi prelivi. Tehnični podatki, se pravi 2 turbini, nazivni pretok turbine 135 kubikov na sekundo, 3 prelivna polja. Inštaliran pretok je 270 kubikov, bruto padec je 8 metrov in moč na pragu je 18 megavatov. Če si pogledamo zasnovo, vidimo, da se sama lokacija nahaja, se pravi tukaj v kilometru, kar je nekoliko niže od obstoječih ribnikov obstoječih teh starih gramoznice in ribnikov, telečnjakov ali kakor jih imenujemo. Ureditve se raztezajo od mosta v Petajncih pa do nekje mosta, avtocestnega mostu, ki se nahaja v tem delu. Sama zajezitev se izklini nekje na meji z Avstrijo, pri inštaliranem pretoku se tam pač izklini. Imamo predvidene visokovodne nasipe in se pravi 2 visokovodna razbremenilnika, ki omogočata razlivanje Mure in nam omogočata enako poplavno stanje, kot je sedaj, in to bo potem kasneje tudi natančneje prikazano. Imamo pa tudi, se pravi, ekološki obvod oziroma neke vrste ribjo stezo, ki bo tudi kasneje natančneje prikazana. Torej, pri snovanju celotnega objekta smo se pač trudili, da bi bila cela jezovna zgradba čim bolj sonaravno urejena, kar mislim, da nam je lepo uspelo. Potem smo na podlagi teh vseh smernic nosilcev urejanja prostora smo preučili pač vse ureditve. Med drugim smo preučili tudi te celovite ureditve kolesarskega omrežja na Muri, prehodi preko kanalov in druga turistična infrastruktura, ureditev dodatnega prehoda za kolesarje in pešce, kar vidimo, da je tukaj na spodnji strani jezovne zgradbe, potem preureditev visokovodnega nasipa pod mostom Petajnci, tesnitve Petajncev, kar bomo kasneje natančneje pogledali, nivo podtalnice je bilo zelo natančno preučeno, potem posebna pozornost je namenjena tudi čistilnim napravam, imamo 3 čistilne naprave v tem območju, potem in podzemni kanalizaciji, vodnem omrežju in tako dalje. Pomembno je seveda obvodni ekološki kanal in ureditve v novi strugi reke, kot so nadomestni otoki, sipine in podobno. Torej, če gledamo reguliranje podtalnice, mi smo izvedli izredno pač matematični model, velik matematični model. Na tej sliki je prikazano območje obdelave matematičnega modela, tukaj vidimo pa našo dejansko strugo, v kateri bi se naj izvajali posegi. Potem pri tem matematičnem modelu je bilo posebej interakcija podzemne vode in površinske vode, upoštevani so bili vsi večji pritoki, se pravi, reguliramo pa nivo podtalnice z kombinacijo tesnitve nasipov in drenažnih jarkov. Dno drenažnega jarka je trenutno predvideno nekaj nad sedanjim stanjem prevladujočega nivoja podzemne vode, kar ima za posledico, da se bo v lokalnem območju teh nasipov nekoliko dvignila podtalnica, vendar bodo se pa znižali ekstremi nihanja podtalnice. Kar se tiče tesnitev, so bile analizirane več možnih načinov tesnitve, kot so jet grouting, mixed in place, tankostenjsna diafragma, vse je možno.
Izbrana je bila na koncu tako imenovana varianta B za tesnenje stankostensko tesnilno zaveso v območju celotnega gramoznega nasipa do neprepustne podlage. To je pač trenutno način, ki se nam je zdaj glede na naravne danosti najbolj primeren. Zelo zanimiva je rešitev tesnitve petanjcev. Kot vemo, se struga reke Mure poglablja, zaradi tega v tem ekološko pomembnem območju Zaton, ki se nahaja na tem delu, se pravi tukaj je most v Petanjcih, naselje Petanjcih, Zaton, pada nivo podtalnice in zaradi tega se tiste mokrišča tam izsušijo. Na drugi strani imamo pa težave v naselju Petanjci, kjer pa zaledne vode povzročajo poplave. Zaradi tega smo pač to rešitev si zamislili nekako tako, da se izvede na severnem delu Petanjcev tesnilna stena, v območju Petanjcev pa 3 drenažni jarki, ki dejansko odvodnjavajo, drenirajo zaledne vode, v tem delu pa se lahko istočasno dvigne nivo podtalnice. Se pravi, imamo na en mah dve možni rešitvi. Tako to je z moje strani, zdaj bi pa prosil kolega Miller. Lepo pozdravljeni tudi iz moje strani. Na kratko bi predstavil rezultate hidravlične analize površinskih voda in pa izbrane ureditve za ohranjanje poplavnega režima. Zdaj pri načrtovanju teh ureditev smo nekako sledili zastavljenim ciljem. Ti so na primer, da se poplavna nevarnost v načrtovanem stanju ne bo povečala, da se bodo ohranjali retencijski volumni in da se bo ohranil točni režim. Prav tako se mora ohranjati gladinsko stanje na državni meji. No, potem en izmed pogojev je, da bo Mura v načrtovanem stanju pričela poplavljati pri enakih pretokih kot pa v obstoječem stanju. No, veliko pozornost smo potem tudi posvetili pogojev, da se bo ohranjalo poplavne površine pri nizkih visokovodnih pretokih z namenom pač ohranjanja biotske sestave tega vodnega prostora Mure. No, eden izmed pogojev potem tudi optimalna ekonomičnost. V hidravlični analizi smo razpolagali z hidrološkimi podatki iz hidrološke študije reke Mure iz leta 2012. Razpolagali smo z meritvami gladini od visokovodnega dogodka iz leta 2014, na katere je bil hidravlični model tudi umerjen. In pa seveda razpolagali smo z geometrijskimi podatki, ki pač obsegajo lidar podatke in pa prečne profile struge. No, kot že rečeno, je kot podpora k načrtovanju ureditev bil izdelan hidravlični model. Izdelan je bil s programsko opremo Infoworks. Gre za kombinacijo 1D in 2D modela. Uporabljena pa je bila trikotna mreža, tako je bilo mogoče pač določena območja oziroma numerično mrežo na določenih območjih, ker je pač teren nekoliko bolj razgiban, ustrezno zgostiti, kot je pač to pri nekih visokovodnih nasipih obstoječih ali pa pri nekih mostnih stebrih oziroma mostnih opornikih na inundaciji. No, izmed vseh različic teh ureditev so potem bile izbrane tiste, ki so pač bile najustreznejše glede na zastavljene cilje. Nekatere so že bile predstavljene, pa bi tukaj povzel. Gre za 2 visokovodna razbremenilnika, eden na levem bregu, drugi na desnem bregu. Namen visokovodnih razbremenilnikov je razlivanje vode iz bazena hidroelektrarne na inundacije v primeru nekih visokih vod. Gre v bistvu za bočna preliva z neko fiksno korono. No, v strogu v bazeni elektrarne se pa nahajata tudi 2 pragova, eden tik za desnim, eden tik za levim razbremenilnikom. Namen teh pragov pa je v bistvu, da se bo voda v načrtovanem stanju, da se bo preko teh visokovodnih razbremenilnikov v načrtovanem stanju prelivala neka ustrezna količina vode glede na obstoječe stanje. No, potem na desnem bregu je načrtovan tudi obvodni kanal, o tem bo več povedano v nadaljevanju. Na levem bregu sta še pa 2 objekta, eden je dušilka na drenažnem jarku, drugi je pa v bistvu en povezovalni kanal med drenažnim jarkom in pa s enim starim rokavom Mure,
In namen teh obeh objektov je v bistvu ta, da se bo v načrtovanem stanju voda tudi pri nizkih, visokih vodah prilivala na enak način v te stare rokave, kakor se pač razliva v obstoječem stanju. Tole bi mogoče malo preskočil, ker mislim, da nam bo zmanjkalo časa, pa bi šel kar na rezultate. Tukaj so prikazane razlike v obsegu poplavljanja pri pretoku Q3 in pa pri pretoku Q5. Se pravi, gre za razlike med obstoječim in pa načrtovanim stanjem. Pri tem modra barva predstavlja območje, ki bo poplavljeno v obstoječem in v načrtovanem stanju. Rumena barva predstavlja območja, ki bodo poplavljena samo v načrtovanem stanju. Roza barva pa v bistvu predstavlja območja, ki so poplavljena samo v obstoječem stanju. No in v bistvu je razvidno, da tudi pri teh nizkih, visokih vodah so te razlike minimalne. Tukaj so potem prikazane globine pri pretoku Q100 za obstoječe in načrtovano stanje. Globine bodo v načrtovanem stanju na celotnem vplivnem območju hidroelektrarne na obeh inundacijah v bistvu niže ali pa enake kot v obstoječem stanju, kar pomeni, da se bo poplavna nevarnost ali ohranjala ali pa se bo celo zmanjšala. Tukaj potem ena animacija, če bo delala, gre za simulacijo nestalnega toka oziroma ozkega visokovodnega vala. Na levi strani je prikazano obstoječe stanje, na desni strani načrtovano stanje. Na grafih so pa prikazani točni in pa iztočni hidrogrami v in iz modela. Črna linija predstavlja točne hidrograme, ki je pač v obeh primerih enak, barvni liniji pa predstavljata potem iztočne hidrograme iz modela. Zdaj vidimo, da je ta dinamika poplavljena v obeh stanjih zelo podobna. Razvidno pa je tudi, recimo, da se v načrtovanem stanju voda več ne priliva preko obstoječega visokovodnega nasipa, ne priliva recimo v obstoječi ribnik in pa na eno teraso pri naselju Hrastiki. No, če na hitro povzamem, kot podpora k načrtovanju ureditev je bil izdelan hidravlični model, ki je bil tudi ustrezno merjen. Visokovodni razbremenilniki v bistvu so namenjeni ohranjanju pretokov po inundacijah in zaradi tega se tudi ne bo bistveno spremenil otočni režim. Poplavna nevarnost bo na celotnem območju v načrtovanem stanju enaka kot obstoječem oziroma celo zmanjšana na določenih območjih. No, razlika v obsegu poplavljanja pri nizkih, visokih vodah, se pravi, gre za pretoke Q3, Q5, bodo pa tudi v načrtovanem stanju v bistvu minimalne. No, zdaj bi pa predal besedo kolegu Mišiču. Zdaj, zvonilo je že, lahko še samo ploskamo, ne? Bom probal biti čim hitrejši, se pravi, namen ekološke obvoda je poleg zagotavljanja prehoda za vodne organizme predvsem in tudi kot vzpostavitev neke nadomestne struge za tisti del struge reke Mure, ki bi bila v primeru izgradnje hidroelektrarne preoblikovana oziroma uničena. Okvir za to načrtovanje smo dobili v bistvu od ekspertov, biologov za posamezne živalske skupine, in sicer predvsem za ribe, bobra, vidro in za ptice, ki so nam dali nekje podatke o abiotskih faktorjih, ki naj se pojavljajo v obtoku, recimo izmenjava počasi hitro tekočih odsekov, globina vode minimalno pol metra za ribe, ustvarjanje plitvin in zatonov, za usedanje finih sedimentov, za bobra predvsem širina omočene struge več kot 10 metrov, globina vode več kot 1 meter, hitrost vode manj kot meter na sekundo, višina brežin nad vodno gladino več kot pol metra in za ptice predvsem čim več delov obvoda z širino omočene struge več kot 25 metrov.
Seveda, z različnimi prijemi smo poskušali tem faktorjem zadostiti. Poskušali smo oblikovati korito obvoda z različnimi vzdolžnimi padci. Predvideli smo različne oblike korita, kot osnovno korito, razširitveno korito na levo in na desno, ki posledično s tem smo vzpostavili različne hitrosti toka, tako v vzdolžni kot v prečni smeri. Postavili smo različne globine v vzdolžni in prečni smeri korita, ter z nekaterimi dodatnimi ukrepi, kot so recimo razširitve struge za toni, smo lahko zadostili tem zahtevam. Tu je pregledna karta obtoka. Vtok iz Mure je nekoliko pod mostom v Petancih, tu zgoraj. Iztok je pa pri naselju Hrastika. Celotna dolžina obtoka je 6 km. Izdelali smo enodimenzijski model, ki smo ga v bistvu za obtok, ki smo ga pripeli, povezali z že predhodno izdelanim, umerjenim enodimenzijskim modelom Mure, ki ga je izdelala kolegica Mišič za predhodno študijo predonosnosti, in smo lahko tako iterativno projektirali in se približevali zahtevanim rešitvam. Tukaj vidimo, da je konzumpcijska krivulja odvzema približno med... To zdaj napačno stiskamo. Konzumpcijska krivulja odvzema je nekje med 7 in 13 kubiki, se pravi med nekimi nizkimi pretoki in inštaliranim pretokom v Muri znaša pretok v obtoku med 7 in 13 kubičnih metrov. Tu so pa potem recimo rezultati z 1D modela, s katerim smo preverjali, ali smo zadostili tem vsem pogojem. Kot vidimo, smo čisto zgoraj vidimo širino struge obtoka, ki zelo variira. V najširših delih znaša celo 30 metrov, v nekaterih delih okrog 25 metrov in v nekaterih 20 metrov z posameznimi zožitvami. S tem smo zadostili zahtevam po teh širinah. V sredini, v spodnjem grafu vidimo globine. Tudi tukaj se držimo, spodnjo linijo vidimo minimalna globina za ribe, zgornja linija pomeni minimalno globino za bobra in smo tudi za bobra nekje ustvarili 3 večje teritorije, kjer se lahko ustvarja svoja bobrišča. Za ribe smo praktično povsod zagotovili zadostno globino za migracijo. Spodaj roza so predstavljene hitrosti, ki so razen na posameznih odsekih so povsod manjše kot meter na sekundo in tudi z višinami brežin čisto spodaj smo zadostili zahtevam. Tako da lahko verificirali smo rezultate na enem reprezentativnem odseku 2 km z 2D hidravličnim modelom, z polnim 2D modelom z Mike 21. Kot vidimo iz zgornje slike, kjer je prikazana globina, imamo velik spekter različnih globin, tako v vzdolžni kot v prečni smeri, ki znašajo med nekaj centimetrov do več kot 2 metra in hitrosti v spodnji sliki, ki znašajo tudi do nekaj centimetrov na sekundo do 1,6 metra na sekundo. Zaključimo lahko, da smo v večini primerov uspešno zadostili tem podanim robnim pogojem, tako v smislu širine omočene struge, v smislu poprečne hitrosti in v smislu globine. Tako da lahko rečemo, da upamo, da smo zadostili tem vsem kriterijem. Hvala lepa. Hvala za res zanimivo.